Če pustimo ob strani prometne zagate, je mesto s prenovo Koroške ceste dobilo novo kvaliteto. Ulica je lepa, je urejena, nanjo so se vrnili sprehajalci in vrstijo se prenove fasad. Kaj pa posel? Pričakovali bi, da bo s prenovo zacvetel, vendar se to ni zgodilo. Mene je ta ulica v bistvu ne ulica. Ta utrip prepričal v to, da zaprem trgovino. Ne, jaz bi še bila tukaj, ampak žal je temu tako, da ni več tako, kot je bilo. Ker se je precej trgovin se zaprlo, precej drugačni avtobusne postaje, ni več tega, kar je bilo. Ne. Tudi ljudi več ni tistih. Je kar precej drugače, čeprav je ulica pa lepa. Ne. Ljudi bi morali z nečim vsem pritegniti, da bi prihajali v mesto. Mi pa jih v bistvu odganjamo ven. Sami. S čim? S tem, da lokale zapiramo jih zato, ker se ne pokrivamo, ponudimo jim vse absolutno premalo, ali pa skoraj nič, ne? Razen gostinskih lokalov v mestu, jaz ne vidim kaj pametnega več, ne? Zdaj je bil sicer bogo, januarja pa februarja, drugače pa smo kar zadovoljni, no? Ja. Kakšen je utrip na tej Koroški cesti? Bolj slab. Študenti pa dijaki hodijo po ulici, to pa je to. Zdaj so bili turisti že, ko je bilo bolj toplo, pa pred prazniki, pa upam, da bodo tudi prišli. Ampak drugače pa je dokaj mrtva ulica še. No, jaz bi upal, da bo še več lokalov se odprlo, pa da se bo kaj kulturnega dogajalo na tej ulici. Moram reči, da pač z zaprtjem ceste se je posel malo upadel. Mi smo skušali to rešiti na drugačen način, ne? Da prodajamo tudi spletno prodajo po pošti, kličejo po telefonu. Mislim, da mesto kar počasi umira, vedno manj je prometa, zaradi tega, ker je težko za parkirišče, to je pač moje osebno mnenje, ne. Pa jaz sem za to, da je Koroška zaprta, da ne bi kdo mislil, pa da ni prometa, ampak mislim, da bi morali pač nekaj, poleg tega, da so cesto zaprli, tudi neko drugačno stvar narediti ali vsaj občinske lokale zapolniti, ker potem ljudje pridejo. Res je, da če greste ven, vidite, da je dosti ljudi gre po cesti, ampak to samo študenti, ki se ne ustavijo niti izložbe ne pogledati. Kako je posel tudi potem, ko se je cesta zaprla? Boljše. Zakaj? Ne vem, več ljudi hodi, ne? Se pravi, več ljudi je tu videlo. Jaz sem že prej imel dosti posla. Vse enih redkih je bolj zadovoljnih zdaj z novim stanjem. Verjamem, ja. Se marsikdo pritožuje, tudi stranke, ki jim ne paše, da se ne morejo z avtom veziti. Drugače pa boljše, ni praha, ni hrupa, po mojem za hišo boljše, ker so stare. Je situacija sigurno za nas boljša, ne? Gledajte, imamo lepo umirjen promet, ne ruži, ne ropota, vrata so lahko celo poletje odprta. To prej ni bilo, ne? Pa za nas je boljše. Osebno za nas je dosti boljše. Imamo turiste, celo leto hodijo. Še novembra prijajo turisti k frizerju. Nekateri pravijo, da je slabše. Pekarne, recimo, oni se pritežujejo, ker se jim prej avti se kar zraven pekarne ostalo, pa je kupo, ne? Uredila se je ulica, uredilo se je celo okolje, vse so še fasade naredili, ne? Življenje, tako bi rekel, zvečer je kar precej pešcev. Načeloma je dosti boljše, kot je bilo. To moramo, to je brez pripomb, ne? To je treba župana pohvaliti, ker je naredil nekaj za mesto, za samo mestno jedro. Vse niso samo Koroške zrihtali, naredili so tudi Obrežje. Pa imajo parking naše stranke, 1 uro je pri Hoferju zastojn. Priješ v rezervo, se naročiš, na pol ure imamo naročanje, točno priješ na vrsto, na minuto, si fertik pol ure, greš Hoferju na mesto parking, da plačaš €1,50 ali evro, ali koliko stane se, sam ne vem, kupiš kruh, pa greš domov. Sicer pa tu najdemo zelo različne dejavnosti. Ste vedeli, da je tu fotografski muzej, pa 2 frizerstva, šivilstvo, najdemo tudi trgovino s prehranskimi dopolnili, z lonci, z tapetniškim blagom in zavesami, oblekami in po novem tudi knjigarno.
mi delamo 80% z dijaki in študenti. Se je spremenilo po koroni in po zaprtju Koroške. Malo se je spremenilo. Na kak način? Odvisno za nekoga na boljše, za nekoga na slabše. Za vas pa? Jaz bi ostal na istem. Imamo sicer redne stranke, še vedno, ampak da bi kaj več imeli ne. Sicer smo zgubili nekaj stranke, ker se je zaprla Koroška, ampak pridobili smo na drugo stran. Koroško kazijo tudi številni prazni, zanemarjeni lokali. Na tem kratkem odseku smo jim našteli približno 10, od tega je 6 občinskih. Kot je znano, je županstvo na Koroški sprejelo nekaj nenavadnih odločitev, katerih posledica so prazni lokali in negotovost nekaterih najemnikov. Ja, mi smo zdaj z lokalko tukaj prisotni malo več kot 1 leto. Smo zadovoljni, z meseca v mesec imamo več obiska, vedno več je turistov, vidi se, da se nekako življenje vrača v center mesta, tako da mi vztrajamo in delamo naprej. Pogrešamo mogoče, da bi se ta ulica še malo bolj napolnila, da bi se ti prazni lokali zapolnili, da bi se še kdo pogumil pa začel svojo pot tukaj na Koroški, ker se mi zdi, da zdaj, ko se recimo ta Lubistro pridružil, pa Mariborka, knjižnica in te stvari, da bo nekako ulica še bolj zaživela, no, to si želimo predvsem več dogajanja. Pričakovali smo tako, kot je, tako da vaša pričakovanja so kar realna, bi pa si vedno želeli, seveda, ne, strank ni nikoli preveč. Tako da, ja, ker zdaj se predvsem malo zanašamo na turistično sezono, bi si pa želeli še več obiska lokalcev, definitivno, ja.